Pristop je komunikacijsko in pa svetovalno podjetje, ki že skoraj 20 let dela za različna podjetja, vladne in nevladne, tudi mednarodne organizacije. Kaj konkretno je pravzaprav to, kar vi počnete? Konkretno je to, kar mi počnemo, reševanje v osnovi poslovnih problemov naših naročnikov. Zakaj poslovnih? Vsak komunikacijski problem je po svoji naravi poslovni problem najprej. In šele potem, ko ljudje najdejo poslovni odgovor na poslovni izziv ali pa poslovno vprašanje, postane ta zadeva komunikacijski ali pa trženjski seveda izziv. Z tega vidika je za pristop relevantno predvsem dejstvo, da poskušamo v vsakem položaju, v vsaki situaciji čim bolje poslovno razumeti svojega naročnika. Zaradi tega se tudi trudimo za dolgoročne odnose s svojimi naročniki, tako podjetji kot tudi sicer organizacijami, vladnimi in nevladnimi. Razumevanje naših naročnikov, razumevanje njihovega posla, razumevanje njihovih problemov in v končni fazi razumevanje rešitev, s katerimi se poskušajo lotevati izzivov, s katerimi se srečujejo na trgu oziroma pri svojem delovanju, je pa za nas seveda osnova koristnega in uspešnega v končni fazi tudi reševanja teh njihovih problemov. Za začetek me zanima, kreativnost je sposobnost, ki že zelo zgodaj pride na dan. Kaj vas najbolj inspirira? V bistvu inspiracija, oziroma bom raje rekel samohranjenje, je nekaj, kar pač nekako vsakemu ustvarjalnemu človeku oziroma nekomu, ki mora biti ustvarjalen po službeni dolžnosti, pritiče. Zato se pač pustim inspirirati od raznih stvari, pač od življenja nasploh, umetnosti, glasbe, se pravi vseh teh klišejev, ki bi vam jih vsak kreativec tudi tu povedal v mikrofon. Sicer pa je včasih bolj zagonetno to, kako ne dobivati ideje. Se pravi, da ti nekaj ne roji po glavi non-stop in da se pač ne obremenjuješ, to bi pa tako naredil, pa to je super ideja, ampak dejansko, da se znaš sprostiti, se distancirati od vsega tega rojenja v glavi, od te saturacije in inflacije idej in se pač dejansko sprostiš. Born of love, oh born of hate, each one is heaven sent to human fate. Svet je lepši, kot se včasih zdi. Fruktal. Iz vidika naročnika me zanima, s čim pravzaprav v vaši oglaševalski agenciji presegate klasičen način oglaševanja in pa kaj vse lahko ponudite naročniku. Naprimer, kakšne oglase, spletne strani, so to tudi interaktivne? No, na pristopu imamo, pač organizirani smo v 5 vertikal. Prva vertikala, če začnemo s tistimi, kar je pač tema najnega današnjega pogovora, je oglaševanje. Druga so odnosi z javnostmi, ki je v bistvu pristopova jedrna disciplina, iz katere se je pristop razvil. Ogromno se v zadnjem času ukvarjamo z organizacijo dogodkov, ki postajajo vse pomembnejši del komunikacijskega spleta. Interaktivne storitve oziroma interaktivni mediji jih pokrivamo znotraj pristopa s hčerinskim podjetjem RenderSpace, ki je vodilno na svojem področju. Ob tem je pa seveda za ostale dele trženjskega spleta skrbimo z poslovnim in trženjskim svetovanjem, ki je del našega poslovanja, ki nas v popolnosti loči v bistvu od slovenske konkurence. Ta del pa seveda skrbi za to, da so naša orodja po eni strani komunikacijska orodja
optimizirana v smislu iztržka za naročnika. Po drugi strani pa seveda nam omogočajo bistveno bolj poglobljen vpogled v delovanje naročnika, v vprašanja, ki se dotikajo tudi drugih dimenzij trženja, ne samo komuniciranja. Kaj naprimer vpliva na vaš končni izdelek, mogoče odrojevanje ideje pa do njene realizacije? Od česa vse je odvisno, kako se lotite projekta? Mislim, tu je ogromno faktorjev in pač nekih parametrov, ki so sicer spet, gledano za stališče branže, zelo obrtniški. Se pravi, imamo pač nek naročnikov brief, ki nam pač predpisuje neke komunikacijske cilje, prodajne cilje, ton komuniciranja, se pravi nek pedigre blagovne znamke, za katero pač ustvarjamo, in potem seveda na podlagi tega mi začnemo osnovati neke ideje. Seveda velik omejevalni oziroma pač, bom rekel, pomemben faktor je tudi končni budžet, ki nam določa, kakšen tip komunikacije bomo dejansko realizirali in ne vem, kakšno obliko televizijskega spota si bomo zmislili, ker pač dejansko budžet je zelo pomemben faktor, predvsem v teh sedaj bolj zaostrenih tržnih razmerah in tu je pač to lahko pač nevarnost, seveda po drugi strani pač priložnost, saj se pač kreativnost lahko rodi iz točno kakšnih zelo na prvi pogled omejevalnih faktorjev. Sicer si pa na pristopu prizadevamo nekako dosegati presežne vrednosti, ki so strateške narave, oziroma če se pogovarjamo o integriranem tržnem komuniciranju, ki je veliko več kot zgolj oglaševanje in kjer pač imamo na pristopu ogromno specialistov in pač izpopolnjenega znanja, potem seveda se najrajše z naročnikom poglobljeno ukvarjamo, se pravi, da se pogovarjamo o situaciji na trgu, dejansko izpostavimo vse ključne faktore v fazi analize trga in potem na podlagi tistega sestavimo brief in pridemo do končne strategije. Tako da to zagotovo ne zgleda tako, da pač ene par razkuštrnih kreativcev, kot sem jaz, po cele dneve blodi naokoli in si zapisuje nekaj v zvezek. Se pravi, tu res poskušamo naročniku zagotoviti dodano vrednost, kar pomeni, da bo seveda optimizacija njihovega budžeta maksimalna in to prispeva pač tudi k neki situaciji na trgu oziroma k nekemu imidžu cele branže oziroma oglaševanja v končni fazi. In kako pa je s cenami, morda tukaj, če ostanemo pri oglaševanju, naprimer razpon od najbolj preprostih produktov pa do tistih najzahtevnejših, najdražjih? Tle so razlike seveda ogromne. Že znotraj slovenskega trga, kje drugje pa seveda še toliko bolj. Na pristopu se seveda zelo trudimo, glede na to, da smo pač največja komunikacijska agencija na trgu, da bi našli odgovor za čim širši krog potencialnih naročnikov. Zaradi tega se seveda začnejo naše oglaševalske storitve že pri zelo, jaz bi rekel, prej kot poceni, bi rekel stroškovno učinkovitih rešitvah, pa ne zaradi neke semantike. Enostavno gre dejansko za zadeve, kjer mogoče storitev sama ni v osnovi nič manj maržna, torej nič manj v bistvu pristop ne zasluži zaradi tega. Je pa poanta v tem, da z spretnim izkoriščanjem vseh možnosti poskušamo najti alternativo, ki je za naročnika seveda dostopna, glede na njegov obseg poslovanja in glede na njegove potrebe. V tem pogledu tudi se pač poskušamo razlikovati od nekih rigidnih sistemov, ki so tradicionalno vladali tudi na trgu oglaševanja.
morda to konkretno opisali na vašem projektu, naprimer za mobitel Jabest? Kaj je bil pravzaprav cilj te oglaševalske kampanje? Kakšni so odzivi? V bistvu tu gre za zelo kompleksen in pač seveda dolgoročni projekt, kjer je pač blagovna znamka Itak v sklopu zaključnega dela lanskega leta ustvarila v bistvu nov paket za pač mlade oziroma za mlade v sklopu te ciljne skupine, se pravi od 15 do 30 let, ki je pač bil cenovno in ponudbeno zelo revolucionaren in seveda v sklopu tega smo pač pripravili eno komunikacijsko strategijo, kjer smo si pa seveda spet prizadevali za strategijo dodanih vrednosti. Se pravi, že pri samem poimenovanju tega paketa smo si prizadevali ustvariti nek popkulturni naboj. Se pravi, da smo razmišljali o besedi, ki bo obenem o tem paketu veliko povedala, po drugi strani bo pa dejansko se nekako usedla v vokabularij ciljne skupine oziroma širšega kulturnega okolja. In zato ta beseda Jabest, ki je sestavljena iz besede Jabe plus the best, že pove o recepturi samega paketa, se pravi, kako je ta paket sestavljen. Po drugi strani se je pa zelo nekako impregnirala v splošno retoriko in mladih in pač tudi ciljne skupine, ki sicer ni primarna za to. In recimo, in to je bil spet primer, kako smo z naročnikom super sodelovali. Se pravi, da v bistvu kontinuirano vodiš debato. In tako sem jaz z skrbnico brenda Karmen Štamulak v neki korespondenci po mailih, kjer sem jih pač prezentiral neke prve ideje za poimenovanje tega paketa, in jih je pač ona vztrajno in dobro argumentirano zavračala, pač me je prešinilo in sem zapisal Jabest, in se je zdelo super, in potem, ko sem to vtipkal v Google, dejansko ni imelo nobenega zadetka, kar je bilo zelo navdušujoče dejstvo, se pravi, da imamo res izvirno besedo, ki je obenem zelo pomenljiva in kot na kožo pisana mladi ciljni skupini. Potem, seveda, po nekih teh procesnih težavah, ki seveda pridejo z neko tako idejo, smo uspeli imeti vseeno nekako poriniti naprej in je pač zelo dobro komuniciralo. In to je bil začetek neke te kampanje. Jabest, imej totalno komunikacijo in prišparaj na polno. Itak Jabest. Jedrne družbe agencije Pristopa imate tudi v Bruslju, Zagrebu, Sarajevu, Beogradu, Prištini in pa v Skopju. Kdaj in kako, pa zakaj so nastale vse te podružnice? V bistvu je zadeva takšna. Pristop DO je sam del večje skupine, torej Digital Pristop grupe, ki vključuje podjetja na vseh trgih bivše Jugoslavije in tudi na avstrijskem trgu. Nastajale so vse družbe v letih, v bistvu od leta 1995 naprej, ko je Pristop ugotovil, oziroma ko je znotraj Pristopa dozorelo spoznanje, da je tako mehen trg, vseeno kot je slovenski, premehen zato, da bi se dalo poslovno upravljati s tveganji, ki jih prenaša tako omejena tržna niša, recimo kot je slovenska. Zaradi tega smo se odločili razširiti poslovanje tako, kar se tiče produktov, torej iz PR-a smo šli na oglaševanje, smo šli v digitalne medije, smo šli na organizacijo dogodkov, smo šli seveda tudi v poslovno in tržinsko svetovanje, po drugi strani smo razširili svoje poslovanje tudi geografsko. To je pomenilo seveda na začetku, da smo sledili svojim naročnikom, ko so ti po razpadu Jugoslavije začeli spet vračati se na svoje do takrat seveda domicilne trge. Potem v bistvu zadnji korak, ki je naš prodor, recimo temu tako, na avstrijsko in v nadaljevanju tudi grško tržišče, je pa enostavno spet sledenje trgu. To pomeni, da
je s tem, ko se je začel formirati resen regionalni trg, ki seveda predvsem vključuje avstrijsko tržišče, predvsem zaradi tega, ker avstrijska podjetja ogromno investirajo v to našo jugovzhodno Evropo. In seveda na drugi strani tudi Grčijo, ki po drugi strani ravno tako spada v nek podobni interesni prostor, kar se tiče nadnacionalnih podjetij. In enostavno tisto, kar želi Pristop skupaj z Digitelom v svoji skupini ponuditi, je najvišji nivo komunikacijskih in trženjskih storitev na naši regiji. Nazadnje, kar ste omenili, je pomemben dejavnik, s katerim zagotavljate originalnost. Na drugi strani pa vemo, da na trgu se pojavljajo različni oglasi, veliko podobnih izdelkov tekmuje med sabo. S čim zagotovite originalnost, da si oglasi niso med seboj podobni? Tako, da se ful vrtimo na stolu. In pol nastopi centrifugalna sila, ki pol te slabe ideje izmeče ven, ne? Radialna sila pa pol dobre ideje ohrani noter. To je zelo tak ekskluziven mehanski način, kako prideš do izvirnih idej oziroma se slabih utreseš. Sicer čisto zares je pa to zelo pomemben faktor pri ustvarjanju oglasov oziroma tržno-komunikacijskih zgodb. Saj dejansko se na trgu dogaja to, da je trg zelo saturiran z izdelki, ki so si med sabo zelo podobni. Temu se je pač od nastanka tako imenovanih konkurenčnih prednosti v oglaševanju oziroma unique selling propositions, ki so jih izdelki imeli v obliki nekih funkcionalnih lastnosti, sedaj zelo težko izogniti. Se pravi, nek avtomobil ima ABS, in potem imaš drug avtomobil, ki ima spet ABS, in ima tretji in ima četrti ABS, in dejansko je standard na trgu, da imajo vsi ABS. Se pravi, zdaj ne moreš kar priti na gigant plakat in reči, mi pa imamo srebrn avto po taki in taki ceni, ki ima ABS in klimo. In zraven je drug srebrn avto, ki ima ABS in klimo, in tretji in četrti. Se pravi, ne bi bilo nobene diferenciacije. Se pravi, po funkcionalnih vrednostih so si izdelki preveč podobni, da bi jih lahko zgolj na ravni tega naročniki učinkovito prodajali. Zato je treba si izmisliti tu zgodbo. In tu se dejansko zgodi ta klasičen branding, ki posameznim izdelkom, blagovnim znamkam zagotavlja simbolne vrednosti. In te simbolne vrednosti so blizu nekaterim naročnikom oziroma potrošnikom, ki se v teh simbolnih vrednostih prepoznajo. Se pravi, da jim pašejo k njihovemu lifestylu oziroma jim godi način, kakšen lifestyle jim ta blagovna znamka pač nekako prodaja. Potem je pa po drugi strani nek mehanizem oglaševanja to, da pač do oglaševalske zgodbe priješ tako, da manipuliraš s klišejem, se pravi z popkulturnim klišejem. Imaš neko formo, ki je zelo prepoznana in je pač usidrana v glave potrošnikov in jo potem v ključnem momentu spota ali tiskanega oglasa zmanipuliraš in jo spremeniš. In se pravi, neka končna stopnja nekih klišejev o avtomobilih, nekih klišejev o šamponih, nekih klišejev o pač raznih izdelkih, ki so pač prisotni v dan današnjem svetu, je seveda končna. Se pravi, in potem se zgodi to, da pač pri manipulaciji klišejev, ki jo kreativci uporabljamo kot neko orodje za pač zelo podobne izdelke na trgu, seveda pride do istih idej, ker pač na isti način zmanipuliramo ideje. Kot se je pač meni zgodilo v primeru enega oglasa za Volkswagen, ker sem pač za off-road vozilo uporabil štoparja, ki štopa v drugo stran ceste. Se pravi, to je manipulacija klišeja. Poznamo formo, kjer nekdo štopa, tu je cestišče in to je štopar. Zdaj zmanipuliramo kliše in on štopa na off-road teren, in to je oglas za off-road vozilo, in je pač recimo idejno močen. In problem je bil v tem, da je ta identičen oglas nekdo naredil že pred 7 leti, in seveda te to kot kreativca prizadane. Konkurenčni kreativci so ful srečni, ko to ugotovijo in kaj pa Bagula naredil. Dejansko se to dogaja, zato moraš tudi ves čas študirati stare stvari, jih pregledovati. Ampak problem je pa v tem, da v tem trenutku na 100.000 kreativnih glav po celem svetu razmišlja o manipulaciji nekega klišeja za recimo ful podobne izdelke med sabo. Da pač
100 000 kreativcev dejansko dela za avtomobile, ne, ki pa, če naštejemo to avtomobilske brande, hitro pridemo do številke 15. Se pravi, v tem trenutku si vsi izmišljujemo podobne stvari, ne, in seveda je tu neka verjetnost, da bodo podobne, zelo visoka. Zato je treba po drugi strani pač se oglaševanju približevati za kakšne drugačne smeri, ne, in zato se je v 90-ih zgodil ta whatever advertising, ne, kjer so bile stvari bizarne, nepovezljive in to je bil nek odvod od tega, da bi se nenehno reproducirali, ne. Ampak še vedno, in to je naloga vsakega kreativca, ne, obstaja zelo velik manevrski prostor, da si čim bolj dober, čim bolj kreativen in v končni fazi čim bolj učinkovit. No, morda, če se osredotočiva sedaj na slovenski trg, ki je majhen, oglaševalskih agencij pa je vedno več, ali je težko dobiti posel tukaj pri nas? No, absolutno je seveda konkurenca huda, tudi zelo aktivna in težko je priti do pomembnih naročnikov, enostavno zaradi tega, ker si jih vsi želimo, seveda. Po drugi strani je pa treba povedati seveda tudi, da ob vseh teh dejavnikih je konkurenca podobno huda tudi na drugih tržiščih. In rekel bi tako, da je vedno sicer seveda težko na majhnem trgu, ampak vseeno je slovenski trg za nas domač in z tega vidika pač včasih lažji za obvladovati, enostavno zaradi tega, ker v večini največjih podjetij, glede na to, da nas je v Sloveniji znotraj skupine Digital Pristop zdaj 200 ljudi, je praktično nemogoče, da kdo s kom ne bi imel zelo tesnih stikov, ne? In na ta način, če že ne neke a priorne naklonjenosti, ponavadi pridemo vsaj do tega, da precej bolje razumemo te svoje naročnike, kot pa koga, s katerim nimamo tako neposrednih stikov, kot jih imamo s slovenskimi podjetji. Tako da bi rekel, da konkurenca in posledično konkurenčen boj in priti do poslov v Sloveniji se ne razlikuje bistveno od katerega drugega trga. Mogoče na kratko še za konec, dober oglas je? Bom kar povzel, ne. Tisti, ki, to je pač po avtorjih oziroma pač po teoriji, ki je še meni še vedno blizu, tisti, ki ti sproži nasmešek v možganih in v srcu, ne. Se pravi, in seveda pač tudi tisti, ki naročniku zagotovi prodajne učinke, temu se pa nekako ne smemo izogniti. No, za konec me pa še zanima, kaj je vaš življenjski moto? No, verjamem v fleksibilnost in kreativnost, tako da se moj življenjski moto seveda spreminja glede na to, v kakšnih okoliščinah sem. Trenutno, glede na vse, kar se dogaja okoli nas, bi pa rekel, da je trenutni moto s protestantsko etiko in kreativnostjo iz recesije. Mislim pa, da pač vsebuje vse, kar rabimo za to, da obvladujemo trenutne razmere. To pomeni, da po eni strani potrebujemo delovni odnos oziroma veselje do dela in da bomo seveda uspešni vsi tisti, ki bomo pač počeli v svojem življenju tiste zadeve, ki nas veselijo. In po drugi strani seveda kreativnost, ki, kot smo na začetku povedali, je prapočelo vsega, kar vodi k konkurenčni prednosti in k temu, da se izvlečemo iz trenutnih težav. Definitivno sem pa prepričan v to, da moj življenjski moto oziroma trenutni življenjski moto Pristop živi že kar nekaj časa in da v tej smeri seveda vsak dan poskušamo biti tudi vse boljši in vse uspešnejši.